Glede na to, kar smo včeraj zapisali v sporočilu predsedniku in tudi objavili na naši spletni strani v izjavi za javnost na to sporno podelitev srebrnega znaka na gospodu Ertlu, ni kaj veliko za dodati. Gre še za eno vrsti spornih dejanj in odločitev predsednika republike. Kot veste, je pred časom omalovažujoče omalovaževal pieteto nesrečnih žrtev povojnih pobojev v Hudi jami z izjavo, da gre pač v tem primeru za drugorazredno temo. Tudi nasplošno je v sedanji slovenski politiki prisotno dogajanj v zvezi s povojnimi poboji nasplošno v času Titovega režima in pa seveda istočasno prihaja ponovno do tega vrednotenja pozitivnega lika bivšega predsednika skupne države. Tudi sedanji predsednik republike se je v njem zelo pozitivno izražil. Pa to ne glede, da je v tem času, v času vladavine nekdanjega predsednika na 10.000 prizadetih, poškodovanih in tudi po nedolžnem pobitih. In ne glede to, da gre v času vladavine Tita za režim, ki je bil najmanj enakovreden vsem totalitarnim režimom, ki so bili takrat v vzhodni Evropi. Prav po nobenem dejanju od teh ni odstopal, razen tem, da smo imeli nekoliko bolj prto zahodno mejo po letu 1953. Sicer pa dejanja, dogodki, aktivnosti, ki so bili v tem režimu, so bili pač enaki kot v vseh ostalih drugih vzhodnoevropskih socialističnih ali pa če želite komunističnih državah. Ob tem, ko predstavniki slovenskih oblasti polagajo vence o priložnostih obiskih v tujini, ko se udeležujejo raznih svečanosti od zaključku druge svetovne vojne, ko se udeležujejo svečanosti o praznovanju demokratičnih sprememb v vzhodni Evropi, doma pač enakih vatlov nimajo. Tudi v zadnjem času smo priča številnim aktivnostim. Priča smo, da se odpirajo diplomatska vrata osebi, ki je bila udeležena pri kršenju človekovih pravic v eni izmed držav. In tu ni nihče ničesar obžaloval, kar zadeva slovensko oblast, niti se ni nikomur opravičil. Skratka, deležni smo konkretnih korakov, ki vodijo v poveličevanje dejanj, ki so povsem v nasprotju z demokratičnimi standardi v zahodni Evropi in pa tudi z deklarativnimi načeli v Sloveniji. Sedaj smo priča še podelitvi visokega državnega priznanja oziroma odlikovanja vodji centralnega represivnega organa v Sloveniji, ki je imel ključno vlogo pri teptanju človekovih pravic in teptanju osebne svobode. Gospod Ertl je bil na vrhu službe državne varnosti v letih 78 do 80, med leti 1980 in 90 pa je bil državni sekretar oziroma republiški sekretar na notranjih zadevah. Skratka, odigral je ključno vlogo v dolgih 12 letih na področju represije v Sloveniji. Bil je aktivno vključen v načrtovanje in izvajanje politike nedemokratičnega sistema, v oblikovanje, podrejanje, izvajanje in tudi nadzor represivnih ukrepov proti političnim nasprotnikom doma in v tujini. S tem pa tudi največ soudeležen pri teptanju človekovih pravic.
To dejanje, ki ga je storil predsednik republike, kaže na trend v aktualni slovenski politiki, v oblastni politiki, pove smer, v katero se potiska slovensko družbo, pomeni napoved nadaljnjih ravnanj, podobnih ravnanj na tem področju, in ta ravnanja so v popolnem nasprotju z standardi, ki vladajo v Evropi. Evropa praznuje prehod v demokracijo, obeležuje spomin praznovanja človekovih pravic, praznuje odpravo totalitarnih režimov v Evropi, letos je ravno 20-letnica, pri nas pa je trend ravno nasproten. Se pravi, tisti, ki so bili udeleženi pri teptanju človekovih pravic, dobivajo ob obletnici demokratičnih sprememb najvišja državna priznanja. Lahko rečemo, da tisti, ki so zavirali proces demokratičnih sprememb, so nagrajeni, kar je zelo neobičajno za katerokoli resno evropsko državo. To nas pač postavlja v neko pozicijo, ki nam ne more biti ravno v čast.